kristjani, dragi so bratje duhovniki, skupaj z gospodom generalnim vikarjem, patom in stojnim župnikom, dragi ministranti, dragi spoštovani pevci, spolno-batijskega zbora, instrumentalisti, dragi vsi zbrani tukaj v naši stolici in vsi, ki ste z nami pri televizijskih sprejemnikih. Res, veselimo se Gospodu, saj smo zbrani pri osrednjem bogoslužju velikonočnega praznika, ki oznanja osrednjo resnico naše vere in zgodovinski dogodek. Kristus je od mrtvih stal in živi, veselimo se. Smo na vrhu duhovnega dogajanja 40-dnevnega postnega časa, v katerem smo bili povabljeni, da bi se z večjo vnemo posvečali molitvi, delom ljubezni do bližnjega, da bi z novo pripravljenostjo obhajali skrivnosti Božjega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja. To duhovno dogajanje smo letos obogatili z misijonom knežjega mesta Celja, ko smo skupaj z misionarji skušali razmišljati o temeljnih vprašanjih naše vere in seveda naše prisotnosti v današnjem svetu. In potem smo že vstopili v veliki teden z bogoslužjem Cvetne nedelje, ki v sebi krije tisto dramatični razplet, ko se radostnim vzklikom hozana pozdravljen, blagoslovljen, ki prihajajo v imenu Gospodovem, pridružujejo drugačni, sovražni klici, bližaj ga, proč z njim. In to se je potem še stopnjevalo v bogoslužju velikega tedna. Še prej smo doživeli veliki četrtek, rojstni dan Evharistije in duhovništva, in potem veliki petek, ko smo bili povabljeni pod križ Kristusov in se zamislili, kako se to dogajanje dramatično ponavlja tudi danes. Kristus še vedno trpi v svojih bratih in sestrah, posebej v ljudeh pri nas in posebej po svetu, kjer divjajo vojni spopadi, kjer se širi svetovni terorizem in se dan za dnem množi število pričevalcev, kristjanov, učencev, obglavljenih, živih sežganih, tako ali drugače mučenih, kakor nekoč v rimski dobi. In prepričani smo, da bo tudi tokrat veljalo tisto staro pravilo, da je pri mučencev seme novih kristjanov. In dejansko, južna polobla in tretji svet se prebuja in vsi podatki kažejo, da se poživlja in raste pripravljenost hoditi po poti Jezusovega evangelija. In potem smo že pri bogoslužju Velike sobote z pomembnim dogajanjem, ko smo premišljevali Gospodovo trpljenje in smrt pri Božjem grobu. Istočasno pa se že svetnika radost in luč velike noči, posebej ob blagoslovu velikonočnih jedil, ki so podoba Jezusove zadnje večerje in tudi svete maše, in jih bomo danes po tem svetem bogoslužju zauživali doma v krogu vaših družin in domov. In potem bogoslužje velikonočne vigilije, ko smo že tako rekoč stopili v radostno sporočilo velike noči, blagoslovili velikonočno svečo, ki med nami predstavlja starega Kristusa, in obnovili obljube svetega krsta, to se pravi pripravljenost, da uresničujemo in živimo dar, ki smo ga prejeli pri krstu. Marsikje so tudi bili prisotni odrasli krščenci, tudi to je razveseljiv pojav, nekoliko pri nas, še bolje v svetu, posebej v zelo razkristjanih državah, kot je recimo Francija, Italija, Združene države Amerike, kjer se leto za letom dviga število odraslih kandidatov za sprejem krščanstva oziroma za vstop v krščansko vero. Vsega tega se prisrčno veselimo.
In tako smo tudi danes zbrani pri velikonočnem bogoslužju, podobno kot takrat na prvem velikonočnem jutru, ko so šli k grobu prvi pričevalci vere pobožne žene in dva imenitna učenca, Janez in Peter, ki sta tekla k grobu in se prepričala o radostnem angelskem sporočilu: Gospod je vstal in živi, pojdite v Galilejo, tam ga boste srečali. Da, dragi Gospodi, to je radostno sporočilo velike noči. In naj nas utrdijo v tem sporočilu tudi kvalificirane priče Jezusa Kristusa, križanega od mrtvih stalega. Danes smo v Božji besedi srečali najprej apostola Petra, ki, kot veste, se ni dobro izkazal v velikem tednu. Na veliki četrtek je svojega Gospoda žalostno zatajal. Toda imel je srečo, da ga je ujel pogled in ta Jezusov pogled ga je tako nagovoril, da se je britko zjokal in sklenil: odslej bom drugačen. In je držal besedo. Posebej po razsvetljenju in obogatenju z darom Svetega Duha na minkošnji praznik. Ko je ta isti Peter stopil pred zbrano množico, in to je današnje verigo, in srčno govoril o Jezusu Kristusu, rahle je očital svojim rojakom, da so Gospoda križali, toda, pravi, ravnali ste iz nevednosti. Toda on je, kakor je napovedal, od mrtvih stal. Čemur smo mi priče, mi, ki smo potem, ko je od mrtvih stal, z njim jedli in pili. Tako govori Peter, a ne samo govori, to je tudi potem oznarjal in uresničeval vse do Rima, ker je svoje oznanilo potrdil z mučeniško smrtjo na kraju, kjer po njegovo službo potrjevati brate v veri nadaljuje samokratni naslednik apostola Petra, naših dneh papež Frančišek, ki nas tudi vedno znova preseneča svojo mladostno predanostjo in svežino in duhovno bližino, s katero nam želi pomagati, da bi živeli evangelij tu in sedaj in odgovarjali na znamenja časa. In druga priča stojenja nastopi v drugem verigu, to je apostol Pavel, ki tudi ni bil 100%. Puhal je sovraštvo zoper Jezusove učence, beremo v apostolskih delih, ker je bil tako zavarovan v izročilu stare zaveze, da je mislil, da Jezusovi učenci pačijo to izročila očetu in jih je preganjal. Dobri veri, dokler se ni srečal z Jezusom Kristusom na poti do Damaska, da ga je vrglo s konja, to se pravi, da ga je zamajalo v njegovi eksistenci in na vprašanje, kdo si, sliši odgovor: jaz sem Kristus, ki ga ti preganjaš. Pojdi in postani moj učenec in apostol. In to je tudi uresničeval. In vidite, vsega tega se veselimo. In danes smo tudi mi na vrsti, da obogateni s to duhovno potjo postnega časa in velikega tedna in bogoslužja velikonočnega praznika še večji meri postanemo to, kar smo in moramo biti: luč, vas in sol zemlje. Voščimo si in tudi jaz sem voščimo vsega srca vesele in blagoslovene praznike. Vam, ki ste tukaj zbrani, vam, spoštovani verniki, stolne župnije, ki je izrednega pomena za življenje naše krajevne cerkve, in stolnica seveda kot mati in glava vseh cerkva, in to orjaško duhovno izročilo, ki sega tja v rimsko dobo, Maksimilijan Celjski, in potem preko srednjeveške tudi bogate zgodovine vse do današnjih časov. In Bog daj, da bi to poslanstvo, duhovno poslanstvo naše škofije in tudi stolne župnije uresničevalo svoje velike naloge. Sebi tudi, ko se že bližamo rahlemu jubileju, ni veliko, nekaj pa je 10-letnica že naše škofije, ki bomo slovesno pravili drugo leto, skupaj seveda z drugimi pobudami, posebej tistimi pobudami, ki jih daje škofovska sinoda o družini.
kako prav pride to dogajanje. Posebej tudi nam, ki nas močno vznemirja novela zakona o družinskih razmerjih, zato bomo še tem bolj z veseljem sprejemali pobude prav te rimske sinode o družini, ki je v prvem delu ugotavlja dejansko stanje, ki je gotovo zaskrbljujoče, ni pa brezupno, dokler imamo med nami vas, spoštovani starši in zakonci in stari starši, ki ste odkrili ta zaklad lepega družinskega življenja, zaklad medsebojne povezanosti in zaklad večjega števila otrok in ustvarjanja pogojev za rast in normalni razvoj novih štabov človeške družbe. Bomo seveda še z večjim veseljem in pripravljenostjo prisluhnili drugemu delu sinode, ki bo letos oktobra v Rimu, ko bodo poskušali zbrani škofje in tudi strokovnjaki za ta vprašanja, ki se jim pridružujejo, dati tudi smernice, navodila, zelo dragocena, v svetovnem merilu in tudi seveda za nas, za Cerkev v Sloveniji. Veselimo se po letošnjem prazniku, obhajamo ob veseli novici, da se tudi položaj Cerkve v Sloveniji umirja, bi lahko rekli, stabilizira, tudi z imenovanjem novega mariborskega nadškofa metropolita patra Alojzija Cvikla, doma iz Nove Cerkve, to se pravi iz Celjske škofije, ki bo nadaljeval s tom škofotego in poslanstvo mariborske nadškofije in tudi metropolije. Veseli smo in ga spremljamo z našo molitvijo. Teda, ko si voščimo blagoslovene velikonočne praznike, mislimo na vse tisto, kar se dogaja tudi po naši škofiji. Zato to velikonočno veščilo velja seveda vsem duhovnikom, redovnicam, bogoslovcem, ki jih žal zelo primanjkuje, pa bomo zato še tem bolj poslušali Jezusa Kristusa, ki pravi, prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Trdno upamo, da se bo to zgodilo tudi v naši škofiji, kakor je to že bilo v zgodovini in bo, upamo, tudi v bližnji prihodnosti, da se bomo veselili duhovne pomladi in rasti duhovnih poklicev. Prisrčno voščilo vsem sodelavcem v župniji, to so najprej ključari, to so župnijski pastoralni sveti v novi sestavi, imajo posebej pomembno nalogo, da bodo skupaj z duhovniki uresničevali in nadaljevali pastoralno prenovo, ki jo usmerja krovni dokument Pridite in poglejte. 67 župnijskih pastoralnih načrtov, ki smo jih 26. februarja letos tu v stolnici sprejeli in blagoslovili, je dokaz, da je naša škofija živa in da uresničuje to svoje duhovno poslanstvo. In vsega tega se prisrčno veselimo. Kakor je bilo rečeno za prve kristjane, tudi mi skušamo približati istemu idealu, ko je rečeno v apostolskih delih, da ni bilo ubogega in zapuščenega med njimi. Caritas, dobrodelnost, sočutje, bližina. Hvala vsem sodelavcem škofijske in župnijski Caritas, ki skupaj z drugimi svetnimi dobrodelnimi ustanovami pomagajo, rešujejo, skušajo biti blizu. Ja, tudi mi skušamo biti blizu in tako bomo res živo uresničevali in pričevali, da je Gospod z nami. On, ki ni prišel, da bi se mu stregel, ampak da bi on stregel. On, ki nam v teh prazničnih dneh posebej naroča, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Problemi bodo najbrž ustaviti in še novi bodo prišli po teh praznikih. Toda, mi pa upam, da smo drugačni. Da je v nas več luči in več moči. To luč tudi delimo s hvaležnostjo bratske povezanosti z bratmi in sestrami Evangeličanske cerkve in Srpske pravoslavne cerkve, ki Srpska pravoslavna cerkev veliko noč obhaja danes teden po julijanskem koledarju. In vsi kristjani smo tako rekoč nagovorjeni v teh prazničnih dneh. Zato, bratje in sestre, odprimo srca Božje milosti. Dovolimo, da Jezus Kristus
ko nas tu in sedaj uresničuje svoje delo odrešenja. Potem bodo prazniki zares to, kar si vsi želimo, srečni in blagosloveni. In to vam želim tudi jaz iz vsega srca.